kakšno je trenutno stanje oziroma kaj vi menite, kakšen bo izid za male Kolorjeve delničarje? V Vseslovenskem združenju malih delničarjev si že vrsto let prizadevamo v postopkih iztisnitev delničarjev, tako tudi v primeru iztisnitve delničarjev Kolorja strani Heliosa. Ko ocenimo in ugotovimo, da je prišlo pri izplačilu denarne odpravnine do prenizkega izplačila. Tudi v tem postopku smo argumentirano to ves čas trdili. Navkljub temu se je na ravni poravnalnega odbora po 3 srečanjih izoblikovalo mnenje, kjer je poravnalni odbor sicer za nekaj centov dvignil tisto ceno, ki je bila delničarjem že izplačana, jo ocenil kot primerno denarno odpravnino, torej nekaj višjo vendarle. Mi, glede na argumente, s katerimi razpolagamo, seveda menimo, smo prepričani, da to še ni poštena odpravnina. Zato nas veseli, da je na sodišču, na prvem naroku, sodnik sprejel odločitev, da bo angažiral cenilca, ki bo preveril primernost cenitve. Mi namreč trdimo, da je ta, ki je bila opravljena po likvidacijski metodi, absolutno neprimerna. Namreč čudi nas seveda, da se je poravnalni odbor postavil na takšno stališče, kot da bi bila likvidacijska metoda pri cenitvi primerna, navkljub temu, da pri tem navajajo, da je to praksa v pravnem smislu, kar je daleč od resnice. Namreč naše združenje je v več kot 10 postopkih tovrstnih že uspelo, tudi aktualno smo v preko 10 postopkih, kjer za male delničarje na njihovi strani zahtevamo preveritev primernosti denarne odpravnine. V številnih smo bili do te mere uspešni, da je bila dodatno izplačana odpravnina tudi 150% višja, kot jim je bila predhodno izplačana ob sami iztisnitvi. Pri tem morda kakšen primer, SCT, kjer žal do izplačila dodatne odpravnine ni prišlo, tudi v pomembnem zvečanju prvotnega izplačila. Da ni do tega prišlo, je seveda razlog v stečaju družbe. Mi tudi tukaj iščemo sredstva, na kakšen način morda vendarle doseči tisto, kar je v interesu delničarjev. Takšnih primerov bi lahko naštel še vrsto in prepričan sem, da se bo tudi v primeru družbe Helios, ki je iztisnila skoraj 2400 delničarjev Kolora, veliko ogorčenje je bilo. To odraža tudi odziv teh delničarjev. Kar 555 se jih je, torej od nekaj več kot 2300, vključilo neposredno v ta postopek in v našo sekcijo Kolorja. Tako da to samo po sebi odraža, da so bili dejansko ogorčeni, iz tega naslova prizadeti in nas veseli, da zdaj na ravni prvega naroka na sodišču tudi sam sodnik odredil, da se bo opravila cenitev. Jasno, za tem pristavkom in dvomom v to, da je ta obstoječa, na katero se je tudi naslonil vsaj deloma poravnalni odbor predhodno, ni ustrezna, ni primerna in prinaša kot posledico prenizko vrednost denarne odpravnine za delničarje. Rekli ste v nekaterih primerih tudi do 150%. Koliko mislite, da bi lahko v primeru Kolorja vendarle primaknili k tej prvotni oceni? No, mi se v vseh teh postopkih izogibamo tovrstnim ocenam in špekulacijam. Tisto, kar je v samem spisu, so seveda nekateri izračuni in pa predvidevanja, argumentacije o tem. Je pa vselej to, kot se je že doslej izkazalo, poglejte, spričo 3 narokov na poravnalnem odboru, eden od teh na ekonomski fakulteti, kjer je član poravnalnega odbora, recimo tudi dr. Simon Čadež, ki se je za čuda odločil, da bo pristal na to, da je v takšnem primeru likvidacijska metoda primerna, daleč od tega. In daleč od tega, da bi bilo to v interesu malih manjšinskih delničarjev. To je najmanj primerna metoda za tisto, kar pomeni iztisnitev.
Mimogrede, iztisnitev pomeni razlastitev pod pogoji, ki jo je nekdo sprejel brez volje tega, ki je lastnik. In za družbeno-ekonomsko ureditev, v kateri živimo, torej kapitalizem, je zasebna lastnina ena od maksim in je popolnoma neprimerno, da ne rečem nezaslišano, da je moč, da ekonomski strokovnjak, konkretno dr. Simon Čadež v tem primeru, pristaja na takšne razlage, da ne nazadnje poravnalni odbor v tem smislu vendarle nekaj zvišal tisto oceno, ampak še enkrat premalo, in da s tem v zvezi mi, kot tudi angažiramo dodatne naše strokovne sodelavce, cenilce, ugotavljamo, da se, morate razumeti, polotimo postopkov, ki jih naše združenje krije v stroškovnem smislu popolnoma samo. Za vse delničarje, ki se priključijo takšnemu postopku, je vse absolutno brezplačno. Tukaj so pogosto visoke sodne takse, tukaj je komunikacija z delničarji, tukaj so brez nadaljnjega pravniki, odvetniki, cenilci, ki jih je s tem v zvezi treba angažirati. Vse te stroške v takšnih primerih zalaga Vse slovensko združenje malih delničarjev in zato morate razumeti, da se ne podstopamo tistih postopkov, kjer nismo dejansko na utemeljenih razlogih ugotovili, ocenili, da je to, kar je bilo delničarjem izplačano, dejansko premalo. Kdaj boste dobili potem ta strošek povrnjen oziroma v katerem primeru dobite strošek povrnjen nazaj? No, izključno v primeru, da smo uspešni v takem postopku. Torej, da pride do ali poravnave ali do sodbe sodišča, s katero dosodi oziroma s katero je doseženo, v primeru, da gre za poravnavo, da ti delničarji iztisnjeni dobijo dodatno denarno odpravnino, torej dodatek. V takšnem primeru je skladno z delničarskim sporazumom predvideno pod znanimi pogoji, ki so ponujeni vsem delničarjem vselej, da se v nekem odstotku od tega, kar dobijo več, torej v odstotku tistega, kar dobijo več, iz tega naslova povrnejo tudi stroški, ki jih je brez vednosti, da bo dejansko uspešen v takšnem postopku VZMD polotil. Brez vednosti, da bo dejansko uspešen v takšnem postopku, zato ker je marsikdaj možno, da se zgodi podoben primer, kot je bil recimo v SCT-ju, da družba gre v stečaj, da jo namerno, ko kaže na takšno odločitev, ki bi pomembno vplivala na njeno finančno stanje, izčrpavajo in podobno. 555 malih delničarjev se je odzvalo vašemu apelu. Kakšni delničarji so to v primeru Colorja? Ti mali delničarji, iz katerega naslova so prišli do teh delnic? Mogoče kakšna ocena? No, mi te ocene posebej nismo delali. To so pravzaprav najrazličnejši delničarji. Še enkrat, vsem je bila posredovana informacija o tem, da je bila iztisnitev izvedena, da je ocena združenja, da je cena prenizka, neprimerna, da se imajo možnost priključiti v postopek, ki jih ne bo nič stal, dokler seveda se eventualno ne zgodi, da bi bil uspešen, ampak tudi to izključno iz razlike, ki bi jo dobili več. Tako da tisti, ki so se odzvali, mi še enkrat imamo tovrstnih postopkov na desetine, že uspešno zaključenih, nekatere tudi še v teku in kakšnih posebnih analiz seveda iz tega naslova ne delamo, se pa pogosto izkaže, da je vendarle glavnina delničarjev še vedno ali iz naslova lastninjena ali zaposlenih oziroma bivših zaposlenih, ki so bili pogosto celo primorani, da se odločijo svoje certifikate vložiti v družbi ali v kakšni drugi obliki, ker je seveda v tem primeru celo dvojno in še toliko izdatnejše oškodovanje. Ko smo ravno pri teh, Zvon 1 Holding, Zvon 2 Holding, tudi Medvode so nekako povezane s temi družbami, tako v Heliosu, ki je sedaj nekako lastnik Colorja oziroma priključil Color, tudi Papirnica Goričane je bila do pred kratkim nekako v 100% lasti Zvona 1 Holding. Kaj se obeta tem malim delničarjem teh dveh družb?
No, ravno danes nas je dosegla novica, ki pravzaprav ni novica, da je v stečaju tudi Zvon 1 Holding, potem ko je Zvon 2 Holding in tudi ostale družbe, ki so bile vpete v lastniškem smislu, da seveda stečaj pomeni za delničarje, da je zelo realno pričakovati, da ne bodo iz tega naslova dobili prav nič. Razen v primeru, ko bi se izkazalo, da je moč poplačati upnike, torej vse upnike, v tem primeru verjetno v nekem deležu potem bili tudi lastniki kot zadnji, torej delničarji kot zadnji, lahko deležni tudi nekega plačila iz tega naslova. Tukaj govorimo v primeru obeh holdingov o kar blizu 68.000 delničarjih, v glavnem malih delničarjih, ki so, tukaj pa smo delali malo izdatnejše analize, praviloma v tudi sicer zaostrenih socialnih, finančnih situacijah, tako da je toliko bolj klavrno, da so tisti, ki so pravzaprav bili akterji teh zgodb, da je do tega prišlo, na ta način te ljudje pahnili še v izdatnejše nezavidljivo stanje in položaj. Mi imamo iz tega naslova na stotine klicev ljudi, ki enostavno ne vedo, na koga bi se obrnili, na kakšen način bi se odzvali na to situacijo, so razočarani, prizadeti. Toliko bolj pa je pri tem žalostno, da nekateri to situacijo izkoriščajo za poceni populizem, za to, da skušajo prikazovati stanje, kot da vse do zdaj, do dejstva, ko je tudi Zvon 1 Holding v stečaju, da obstajajo možnosti, da bi se vendarle zadeve rešile. Bom zelo konkreten o enem od združenj delničarjev, ki na ta način poziva delničarje, da naj se priključijo, pridružijo poskusom, postopkom, da pravzaprav javno v smislu izvajanj, tudi skozi javna občila, pozivajo in opozarjajo in ustvarjajo mnenje, ustvarjajo neko lažno upanje, da je bilo možno v tem primeru stvari narediti. Še več, tako daleč gredo, da na skupščinah pravzaprav podpirajo predloge, ki jih predlagajo ti isti, ki so družbe pripeljali v takšno nezavidljivo stanje, kajti ti isti so v tem primeru te družbe tudi domnevno želeli popeljati iz takšnih razmer in takšnega stanja. Na moje konkretno vprašanje v zvezi z torej predsedniku uprave na skupščini, ali ne bi bilo primerno, da si vsaj, če je že družba v tako slabem stanju, če so že delničarji pripeljali do tega, da je vrednost delnice takrat bila zdesetkana, zdaj pa je nič, da bi si vsaj malo znižal svojo še vedno bajno plačo, kot je bila v zlatih časih. Arogantni odgovor, ki sem ga bil deležen, je bil, da bi si jo moral zaradi razmer, kakršne so, celo zvišati. Tisti, ki so bili pa prisotni kot predstavniki večinskih lastnikov in imeli možnost na to odreagirati, sploh glede na moralna načela, ki smo jih pogosto iz tega naslova slišali, na takšen način, na takšno aroganco, na stanje, ki so ga povzročili, ustrezno odreagirati, se to ni zgodilo. Seveda me pa bolj kot to žalosti, da eno od združenj malih delničarjev pri temu sodeluje, da to podpira takšno ravnanje in dejanja in celo podpihuje in iz nesreče ljudi pravzaprav z poceni populizmom ustvarja neko lažno upanje. Ne vem s kakimi motivi, ampak to je neokusno, celo gnusno.